vzdržljivo in združljivo. Se je bilo zanjo 5-urno pohajkovanje, kratek sprehod, 7 ur hoje, pravi pohod, 10 ur in več pa izvrsten pohodniški dosežek. Spoštovani obiskovalci, to je oznaka Alme Maksimiljane Karlin, svetovne popotnice, pisateljice, poliglotke, ljubiteljske slikarke, etnologinje in antropologinje, ki jo je obesedila prevajalka in pisateljica Jerneja Jezernik, naša današnja gostka. Prijazno pozdravljeni. Ste prevajalka in avtorica spletne besede knjige Peš po domačih krajih, ki je lani izšla pred Celjskim gorjem v družbi. Zanjo se Almine popotne dnevnike, ki so nastajali med letoma 1934 in 1936, ki so bili šele pred nedavnim odkritju v zasebni zapuščini v Gradcu, iz nemščine prevedli v slovenščino. Slednji nam odstirajo, da je ena največjih popotnic kot navdušena pohodnica ter velika ljubiteljica in poznavalka narave v 30 letih 20. stoletja prehodila velik del Slovenije. Nekaj malega se je potepala tudi zunaj domačih lovov in odšla na obiske k prijateljem v zgornjo Avstrijo, ponesla jo še v Hrvaško Zagorje in zahodni Kvarner, kjer je na primer v Opatiji obojala spomine na otroštvo in mladost. Na poti je ves čas tudi ustvarjala, saj si je delala zapiske ali pa slikala in fotografirala, kar se odraža tudi v bogatem slikovnem gradivu, ki je priloženi knjigi Peš po domačih krajih. Knjiga bogati tudi naše knjižne police. Jerneja Jezernik, Almo odlično poznate. V minulem letu ste bili tudi varuhinja njene spominske hiše v Kočovniku, gotovo pa ste med prevajanjem teh dnevnikov od njej izvedeli še kaj novega, da ste tudi sami odpravili nekatero izmed popisanih poti. Izvolite, radi bomo prisluhnili vsem tem zgodbam. Hvala za te lepe pozdravne besede. Zvok je v redu. Nekako se mi zdi, da vendarle moram priti malo bližje vam, pa bom poskušala od tu malo bolj morda na začetku osvetliti Almino popotovanje okrog sveta, potem pa še njena potepanja po krajih, od Brežic, pa kot ste verjetno potem si že malo razstavo pogledali, do pravličnega gradu Pišece, ste od tam večinoma, društvo Maksa Peterskega, krasno. In potem bomo pa nekako zaključili, če boste imeli še kakšno vprašanje. Najprej bi se vam rada na dobro ličila, da še nisem na dobrem glasu, ker sem pred mesecem dni aerovirozo preživela, pa moj glas še ni čisto v redu, tako da približno to boste v časa slišali, ampak upam, da ne bo preveč moteče. Torej, vsi veste, da je bila Alma Maksimiljana Karlin, za eno se skriva Maksimiljana in to drugo ime je dobila zaradi tega, ker je bila rojena 12. oktobra, na dan, ko goduje sveti Maksimilijan. In dve letnici, ki sta pač pomenila enega človeka, tako pomembnega, kot je bila Alma Karlin, nekako časovno uvrstilo. 1889, njena letnica rojstva v Celju, in 1950 znova kraj smrti v Celju. Na vaši levi strani imate ta spomenik, ki krasi zdaj ponovno mesto Celje, ki ga je izdelal kipar Vasko. In sicer je zgodba tega spomenika zelo zanimiva zaradi tega, ker gospa Ana Četkovič, ki je močno zaznamovana kulturno in pedagoško življenje v Celju, si je nekega dne, ko je bila že v pokoju in je Alma spet po novih desetletjih zelo močno nagovorila, si je nekega dne zaželela in je rekla: možno ljubi,
ali mi narediš, prosim, Almo za rojstni dan, seveda v kipu. In seveda Vasko je bil tako prijazen, da je kip izdelal, seveda po svojih predstavah. In potem, ko ga je Anna dobila za rojstni dan prvič na pogled, sta se pa oba odločila, da tega kipa pač ne bo držala zase in sta ga potem podarila mestu Celje oziroma mestni občini Celje. In ta kip je seveda iz brona, takšna približno je bila Anna na pot okrog sveta, ker je morala biti fizično in psihično zelo močna, da je vse to preživela. In na sredini imamo eno vizitko, torej Anna Maksimiljana Kalin, Schriftstellerin, to je po nemško veste pisateljica in s tem se Anna nekako najbolj identificirala. Tisto svetovna popotnica je malo pustila v strani, čeprav lahko rečemo, da je Anna Kalin po današnjih kriterijih, glede na način potovanja, kako je potovala, pravzaprav med 10 največjimi svetovnimi popotniki in popotnicami, torej v izboru na svetu. In gotovo je bila pa v 30 letih ena najbolj priljubljenih čislanih branih avtoric potopisov, primarno na nemškem govorečem trgu, ampak seveda tudi širše oziroma svetovno poznali tudi na takratnem slovenskem. Torej, rekli smo, če bi na kratko morali značiti ena svetovna popotnica, vemo med letoma 1919, ko se usedla na vlak na Celjski železniški postaji in potem po dobrih 8 letih, decembra 1927, pripotovala nazaj v Celje na željo svoje mame, ki je bila takrat že zelo bolna. In Anna je pač uvogala, da bi nekako izpolnila to zadnjo željo. Rekli smo, da je bila avtorica svetovno znanih potopisov in pač dejstvo je, da Anna vsa svoja dela, tudi literarna, napisala v nemškem jeziku. In čeprav je bila ta njena družina pravzaprav slovenskega porekla, so se starši odločili, da jo bodo vzgojili v nemškem jeziku, ker je v njihovih očeh je bil to jezik, ki bi prinesel boljšo, bolj ugledno prihodnost. V tistem času je bilo pač mesto Celje v vanjem času dvojezično in dvokulturno, in Anna se je odločila tudi skozi vse šolanje in tako naprej, da bo vsa dela napisala v nemškem jeziku, kar so pa potem mnogi učitelji, še predvsem v času potem med drugo svetovno vojno ali pa potem pri njej. In to je bil po mojem en izmed razlogov, da je bila tako dolgo zamolčana avtorica, ker takrat smo na slovenskem nekako nemški jezik skoraj zanačili z nacionalsocializmom, kar pa se gleda ne prav. Že če pogledamo Almin primer, je bila Alma ne samo v svojih mislih, ampak tudi v svojih dejanjih v bistvu dejavna protinacistka. In če to rečem, da je njen dokaz, lahko rečem, vzemite v roke knjigo Autobiografsko daljna ženska v izvedbi Koferna Frau in tam vidimo, da je Anna Kalin eno leto dala zatočišče nekemu nemškemu beležniku pred Hitlerjevim režimom in, kot se mi je pokazalo, v enih drugih zapiskih, ker za Anno značilno, da je ogromno tega gradiva še v teh njenih zapuščinah v Ljubljani, v Berlinu in tako naprej. In v enih od teh zapiskov sem odkrila, da je Anna za tega begunca zapravila 20.000 dinarjev in če bi nekako preračunali ta denar, bi si lahko takrat oziroma danes kupili en avto srednjega razreda. Pa bi vi toliko investirali v enega begunca? Sploh, če pomislimo recimo v luči teh današnjih dogajanj, to je res eno tako plemenito dejanje in ta begunec je potem seveda novinar, ker je bil pač navajen z besedo. Na njemu je potem se posrečilo, da je privedil naprej v Južno Ameriko in v enem od teh časopisov se je potem javno zahvalil Anni Kalin, da bo rešila življenje. Torej, da je bila poliglotka, verjetno tudi veste. Kaj mislite, da je zapakirala tale svoj kovček, ko je šla okrog sveta? Pisalni stroj, ko je ime Erika, in? Ja, morda kakšna posebna knjiga?
eno tako zelo debelo knjigo, ki je ohranjena v Luku, rokopisni knjižnici, kjer je en del Almine dediščine, en tak debel slovar, Almin slovar v 10 jezikih. In ko sem jaz se začela ukvarjati z Almo Karlin, so mnogi rekli, da ni znala slovensko. Danes pa lahko tudi s pomočjo tega slovarja povemo, da je znala slovensko, kdo pa ne bi v enem takem dvojezičnem mestu in če tudi sorodniki, približno ena polovica, oziroma Alma piše, da je bila ena ta ultra-nemška, druga pa ultra-slovenska, potem seveda znala tudi ta jezik, ampak se ni odločila, da bi v slovenščini tudi kaj zapisala. Je pa zanimivo, če pogledamo ta slovar v 10 jezikih, vsi stolpci so polni, recimo francoščina, španščina, švedščina, norveščina, italijanščina, danščina, ruščina, so vsi kvadratki, to je en poleg zvezek, se je potem še ena fotografija, kot bi danes vzeli en velik zvezek A4 formata, potem ima vsak jezik svoj stolpec in pri slovenščini se pa res opazi, da je teh besed zelo malo, da so v primerjavi z drugimi besedami in z drugimi jeziki včasih napisana pač fonetično, z veliko temi slovničnimi napakami, recimo, kar pa zopet dokazuje, da je slovensko pa znala, ampak da je taki pogovorni obliki in to potem ljudi, ki se spomnijo še ali prek sebe ali pa večinoma prek svojih staršev, nekako tudi povedo. Torej, bila je pa še marsikaj drugega, ko boste videli tudi pri tej razstavi, ki je nekaj posebnega tudi zaradi tega, ker ima še eno umetniško dodano vrednost in to so v bistvu te rastline, ki jih je Alma slikala seveda tudi na svoji poti okrog sveta, ampak tudi takrat, ko se je potepala po Sloveniji, ki je bila takrat Dravska barovina. Res, v bistvu se za slikarko ni šolala, ampak je imela za to velik talent. In seveda antropologinja, kar bi pomenilo nekaj v tem smislu, se veste, Alma ni imela veliko denarja in v primerjavi z moškimi potniki okrog sveta v tistem času, se veste, moški vedno. Moramo nekaj zmeriti, kako visoka je gora, kako globoko je jezero in vedno so večinoma potovali v kakšnih ekspedicijah, ne, to pomeni z več ljudmi, Alma pa sama. Ne? In vedno je potovala tako, da se je morala na svoji poti okrog sveta, torej skoraj 8 let, sama preživljati. To je še danes zelo težko. In seveda je to bilo od tega, da je bila učiteljica zasedna, do tega, da časih tudi praznila nočne posode v bolnišnici. In ker je vedela, da nima veliko denarja, se je odločila, da bo raziskovala tisto, kar ljudje nosijo v sebi. To so bile praviloma ženske, ker se je na začetku potovanja v Peruju zgodilo, da so jo poskušali posiliti in od takrat naprej, jaz se opravičujem, moškim rekla, da so dvonožci, ker je imela z njimi tako slabo izkušnjo in je potem bolj zaupala ženskam. Ženske so jo v tistem času pripovedovale še recimo tudi v tako imenovanih magičnih praksah, kako so sušile krastača srca, naprimer v Peruju in Panamjane, za določene namene. Skratka, raziskovala tisto, kar so ljudje nosili v sebi. Uroke, ljubezenske, smrtonosne, mite, legende, pregovore in reke. In to je tisto bogatstvo, ki pa danes pravzaprav še ni obdelano. Alma je zbrala tega gradiva ogromno, ampak znanstveno se ravno tega še doslednji nihče lotil, oziroma se je lotila ena gospa iz Gradca, torej mislim, da bodo tukaj prvi korak, oziroma so ga še naredili nemško govoreči, bi bilo pa lepo, da bi tudi to dediščino enkrat pri nas raziskali. Torej, že prej sem rekla, da je Alma nekako povedala, da je zanjo človek vsak vzgoj in sicer je najprej na levi njen oče, zakaj se je začela začetom, major Karlin,
ki je bil upokojeni major, ko se je Alma rodila. In nekako ni pričakovala, torej oče in mama sta že razmišljala o tem, kako bo se uživalo v svojem pokoju, ko je kar naenkrat treščila novica, mama Vilibanda, tukaj na desni je rekla, imela je tako zelo lepo postavo, in naenkrat je opazila, kako ima vedno večji tregu. In je potem rekla, joj, mož, jaz pa grem k doktorju Valenti v Ljubljano, da me pregleda. In potem ga bo vprašala, gospod doktor, kdaj bomo prezrezali ta polip. Potem je pa ta doktor Valenta rekel, da bo treba, čez 6 mesecev bo prišel in bo hodil biti mesti. In seveda je bila to ena za tisti čas v bistvu katastrofalna novica, nekaj takrat so bile ženske že pri 30 letih skoraj podpisane. Moramo si predstavljati čas, seveda, da bohati iz tega časa. Potem na desni strani je njena mama, torej, ko se Alma rodila, je bil oče že upokojeni major, mama je še bila vedno v dekliški šoli, v Celju je poučevala, ampak tu je bilo nekako tako razdeljeno. Oče, torej hčer, želel vzgojiti v samostojno osebo, torej psihično in fizično, in je edini človek, ki je poleg tej varuške Mini imel dostop do njenega srca. In Alma je svojega očeta oboževala. Pri mami je bilo pa seveda malo drugače. Pri mami je bil glavni stavek es schickt sich nicht. To se ne spodobi. Torej je bila zelo močno vezana na te meščanske vrednote, ki so pa žensko takrat praviloma uvrščale vse veste za štedilnik, med družino, otroci in tako naprej. In seveda se je Alma v tem malovaščanskem okolju res praviloma počutila zelo nesrečno. Sama je zapisala, da je bila takrat najbolj nesrečno dekle v Celju, ki so mu mimogrede takrat rekli tudi še vsi. In vedno razmišljala, seveda, ko je oče umrl pri 8 letih, je bila potem vedno vezana na vzgojo svoje mame, ki je bila stroga, zaradi tega, ker je njena hči nikoli ni bila dovolj lepa. Za Almo je bilo pa vedno pomembno to, kar sem zapisala, moj sen, to je Almicita, sta znanje in svoboda. To sta dve vrednoti, za kateri je Alma pravzaprav živela. In s tema dvema vrednotama se je potem takoj, kot bilo mogoče, osamosvojila in sta z mamo, ko je Alma postala nemogoča, res takšna opornica, naprej je bila ena fotografija, ker je bilo v ozadju napisano rebel, torej upornik, sta nekako se dogovorili, da če bo Alma naredila izpit, torej za učiteljišče, na učiteljišču kot zasebna študentka, v Gorici za 2 tuja jezika, za francoščino in angleščino, potem je mama dovolji, da gre v svet, Alma in pa za tisti čas, ko sta morali nekako še sobivati doma, da mir. Mislim, da bi to bilo tako. In mama je najprej, pa potem Alma še v času pred prvo svetovno vojno odšla že takrat že multikulturni London, jo je na začetku finančno podpirala, potem je pa Alma začela delati v eni prevajalski pisarni, ki je bila hkrati tudi šola za ljubezne, torej Miss Ainsley, in je praviloma tam delala po 10-11 ur. Po vsaki prosti minuti se je učila tujih jezikov. Recimo zjutraj, ko si je spletala že tiste pite, 10 besed v recimo kaj v ruščini. Potem branje biografij med kavo in tako naprej. Izkoristila samo priliko tudi tistega recimo sodelavca, ki je delal, pa je znal jezik, da sta se med pauzo učila recimo kar italijanščina. In potem je leta 1914 maja opravila izpite iz 8 tujih jezikov in Alma to zelo lepo opisuje v svoji autobiografiji Ajne Švir, ki jo v slovenščini verjetno poznate
sama. Kako je vsak dan hodila na izpitu, najprej bi šla, recimo, v angleščini, francoščini, tretji dan še v španščini, se že začudeno gledali z tisti profesorji in niso mogli verjeti, dokler ni prišla v bistvu upraviti vseh izpitov, ki so jih tam ponujali, torej vseh 8 jezikov. Italijanščini je pa dobila vse, upravila z odliko, pri italijanščini je pa dobila še posebno pohvalo. Skratka, moj sen sta bila znanje in svoboda, torej prvi del, torej znanje je nekako v tistem času to že uresničila, ker lahko si zamislite, a ne tisti svet. Za ženske v tistem času, sploh na Štajerskem, ni bilo mogoče, da bi študirali. A ne, sploh pa ne na univerzi. Torej se je morala Ana za te priložnosti izboriti. In tukaj vidimo potem na desni strani spodaj, da njen slovar za 10 jezikih, ki ga je začela pisati tudi v Londonu, in levo spodaj pa je tak premogni dogodek v njenem življenju, morda prepoznate nekoga, ki ne sodi recimo po videzu na naš kulturni krog, namreč ko je bila Ana v Londonu, kljub temu, da se je ogromno učila, ogromno študirala, ogromno delala, se je v sebi počutila zelo sama, zelo prazna. In je rekla, čez en teden bom naredila samomor, sicer malo romantično, z nekimi rožami, ne vem, a so te magnolije, pa da v bistvu te ne vem. Vmes je pa poučevala nekega Kitajca, to je bil pa na sredi, sin nekega bogatega mandarina. In tam ni bil nič predolgo ročenec, potem je pa Alma ga pač poučevala kot zasebna učiteljica in enkrat, pred neki večeri, ko sta ravno brala neko Hiltonovo pesem, je pa rekla, Alma, želite postati moja žena? In Alma pa pomisla, no ja, jaz sem ta dan hotela narediti samo moramo, da pa poskusimo, kako je to biti zaročen, in sta se potem zaročila, pa ta zaloga ni trajala dolgo, ker sta si bila preveč različna. Tale fotografija spodaj je nastala ob obisku tega Kitajca in Alme pri mami Vilibaldi za Božič 1913 in to je bila takrat zacelena velika senzacija. Kitajec v Celju, Alma piše v svojem prvem transfer delu Kriegsheuslerjevi, ki še v slovenščino ni prevedeno, ne, da so tenje omedlevale, strici so jih pa nekako pridržali, da se niso odesvestili in poškodovali. Skratka, ena posebna senzacija, ampak zakaj še taka senzacija? Zato, ker Alma je bila vedno usmerjena v to, da se tudi doma vedno učila, pripravljala. Ta Kitajec je pa užival v tem, da se je pogovarjal, da je klepetal, da je zlavo oblačila, da je pometal. Skratka, imel ene take ženske lastnosti, edino za študij mu ni bilo. Potem sama odločila, da bo Evropo razdrla. Verjetno bo v tistem času že nekako sledila svojemu poslanstvu, to, da bi bila pisateljica in da bi šlo okoli sveta. Torej, prej smo že omenili, a ne to njeno edinstveno potovanje okrog sveta, 1919-1927, in na tem potovanju okrog sveta je tudi zbirala različne predmete, ki se jih danes lahko ogledate v Pokrajinskem muzeju Celje. Če je imela denar, je tudi kakšno stvar kupila. Če pa ni imela denar, recimo tako kot na začetku v Peru, je pa preprosto pobrala nekaj škol, kaj narisane, to je potem tudi vse. To je njena pot okrog sveta. Vedno je potovala tako proti zahodu in seveda potem na drugo stran Oble, in seveda ali pa s prometnim sredstvom, ki je bil takrat pač na voljo, niso bila letala, ampak so bili, pa veste, s čim je potovala. Zlani, ja, pa s kakšno posebno naredila? Mislim, da ne. Bolj so bili ti parniki. In seveda je počet Atlantik trajala še več tega. Prva takšna dežela, smo že prav omenili, ki je
je Alba obiskala, ki je Albo zaznamovala, močno zaznamovala bil Peru. Takrat se v bistvu kot svetovna popotnica, kot pisateljica še vedno malo iskala, a ne? In še ni točno vedela, kaj vse bo počela na svoji poti okrog sveta. Ampak že tukaj se je zelo oblikovala ta njena raznolika dejavnost. Torej, po eni strani a ne, je pisala, torej ves čas na svoji poti okrog sveta je zbirala gradivo ne samo za svoje popotne skice, ampak tudi za svoje literarne delo. Recimo, da je to Desdor, ki je v slovenščino preveden, ki so že prebrala Smrtonosni trg, ali ta Malik, ki je šlo, mislim, da šele 2 leti nazaj. Seveda je vedno tudi slikala, tam imate tipično rožo za Arequipo. Potem spodaj na fotografija v Ikovskem oblačilu. Je zanimivo, da te fotografije niso, ali praviloma okoli so nastale že na poti okrog sveta, ampak potem, ko se je vrnila in Alba imela enega fotografa, Perisiča, ki je potem bil po teh po izbiru motivov in kako je fotografiral ta igra svetlove in sence, zelo, zelo nadarjen in je potem Albo v teh oblačilih, ki jih je prinesla z te svoje poti okrog sveta, tudi fotografiral v javno moražanje. Torej, dežela, ki se je nekako najbolj vtisnila v srce in v duha, je bila gotovo Japonska. Razlika med Perujem in Japonsko je bila ta, da je Japonska dobila zelo dobro plačano administrativno službo, delala je na nemškem veleposlaništvu, ampak administrativna služba. Ampak tam je potem prišla v stik s tistimi, ki jih je več njena najraje, z raznimi umetniki, intelektualci, torej takimi enakovrednimi sogovorniki. In seveda tukaj zgore levo njeno najljubše oblačilo, kimono, ki ga je potem tako zelo ga imela rada, nosila tudi, ko se je vrnila domov. Velikokrat so je slikali v tisti njeni vili za grado, vila Beli slon. Celo partizan ga je vzela slabo, ne vem, ali ga je nosila, ali pa ga nekaj bolj zavrljavnika, ne. Potem spodaj, recimo ta pahlača, potem poskušala je priti tudi na Sveto goro Fuji, ampak se je nekako ni posrečilo zaradi slabega vremena. In tukaj spodaj je pa ena fotografija, posnetek iz časopisa Asahi Shimbun iz Tokija, ki še danes izhaja, in objavil intervju z Albo, seveda se piše v japonščini, zraven pa zelo redko, še ilustracija, kako so jo videli. In Albi ta ilustracija ni bila všeč, da je dela menda preveč podraste lase, skratka, ni se izdelala lepa, ampak, kako sama piše, je po tem članku dobila veliko ženitnih ponudb strani Japoncev, ki se je hoteli slediti, jo spoznati in seveda tudi poročiti z njo. Najbolj je Japonce čistila zaradi tega, ker so v tem telesnem smislu pustili pri njej. Alba v bistvu v mojih očih ni nikoli mogla do konca sprejeti svojega ženskega telesa. Velikokrat je rekla, ich bin ein gelungenes Ess, jaz sem posrečeno tisto. Nekako ni mogla živeti s tem svojim ženskim telesom in to se je seveda verjetno odražalo tudi v tem, da ni mogla navezati v resnici kakšnega intimnejšega stika, nekaj tudi kakega drugega z moškimi in se potem tudi ni nikoli poročila, ni imela nikoli otrok. Najtežji del njenega potovanja je bilo seveda Južno morje. Nemci vedno piše Južno morje, ker ima tak čarovni prizvok, Južno morje. Če mi rečemo Pacifik, je malo razlike. Je tudi ta njen potopis, zadnji del, in Bane de Suice v slovenščini preveden kot Krog Južnega morja in seveda različne predmete, ki jih prinesla seboj. In decembra 1927
27 se je vrnila domov. Njena dva zadnja cilja oziroma deželi sta bila danes, seveda Indija in Pakistan, takrat je bila vse skupaj je bila le Indija. In Alma je bila v koncu poti okrog sveta tako izmučena fizično in psihično, da sama piše, da še Taj Mahal se ji ni zdel lep oziroma te lepote nekako ni več mogla doživeti. Tu imate njeno Eriko in seveda Alma je bila zdaj v mojih očih, da sledno podarjala, nisem edina in taka se pač meni kaže skozi vse te zapise, izjemno ambiciozna ženska. In ko se odpravljala okrog sveta, je želela postati, tako kot je sama zapisala, drugi Kolumb, to je ogromni cilj, in drugi Stevenson, ne pisatelja. Ne? Torej, vedno moški vzori in vedno visoki cilj. In to dvoje se je med potovanjem okrog sveta ni posrečilo, ona je sicer pisala za časopise, pa ponavadi niti honorarja ne dobila, ampak ker so bile takrat te razdalje še tako zelo velike, pravzaprav ni mogla navezati stikov ne z založniki, ne z časopisi in je bila seveda silovito razočarana, ker ni zaslovela že v času, ko se je potepala okrog sveta. In to se je pravzaprav posrečilo šele, ko je prišla domov, in seveda pričakovala, da bo takrat na železniško postajo prišli iskati, godba je natrvala, kakšni slavnostni govorniki, ampak nikogar bilo, ki bi bilo pozdravljeno. Bila je samo ena drobna deklica, ki se je potem spomnila, da Almi pomagala iz vlaka od železniške postaje pa do doma, nesti sulice iz Nove Gvineje, ampak nihče drug je ni prišel pozdravljeno. Potem je povzela sama vajeti, oziroma vzela vajeti v svoje roke, nekako je preuredila oziroma zbrala te svoje popotne skice in jih potem sama ponudila založniku. In ta založnik je potem bil Wilhelm Köhler iz Münchna v Westfalii in je potem izdal najprej 2 potopisa, potem po 30 letih, 29-30, potem so pa ti potopisi postali tako zelo priljubljeni v 30 letih, zlasti nemško govorečem, ampak ne samo, ker je kmalu zatem nastal angleški prevod, finski prevod, da lahko rečemo, da je bila ena najbolj branih avtoric potopisov v 30 letih in da lahko rečemo, tukaj nisem sama za tem mnenjem, ampak recimo tudi dr. Silvia Borovnik, da je Alma Karlin bila in bo še nekaj časa najbolj uspešna pisateljica slovenskega. Čeprav je pisala na tem jeziku. In to je nekaj, kar moški danes pač ne slišijo, moški literatura. Nekateri še vedno danes dihajo naslove, ampak če pogledate recimo Almine recenzije, oziroma recenzije, ki so jih napisali v njenih delih, v glavnem potopisih, ampak tudi ne samo, ampak tudi v drugih delih, je tega 7 takih ogromnih škatov v Luku. Res ogromno. V vseh možnih jezikih. Skratka, tudi to je dokazljivo. In kaj je še značilno za Almo Karlin? Alma Karlin v bistvu, če pogledamo zdaj čas, v katerem je živela. Preživela je najmanj 2 svetovni vojni, preživela je 2 veliki gospodarski krizi. Naprimer, založnik se je potem odločil, da bo to njen potopis v 2 delih, razrezal na 3 dele, zato imamo danes tudi različne prevode, in jih izdal v tako imenovani ljudski izdaji, da bi lahko ljudje v času gospodarske krize knjige še kupovali. Da je preživela najmanj 5 različnih držav, najmanj 4 različne sisteme, in to je seveda zelo močno vplivalo na njeno literarno kariero in to posledično pomeni, da imamo ne samo 36 objavljenih Alminih knjig, torej v knjižni obliki, ampak še veliko več njenih pravopisov. Gospa je rekla, da je prej prebrala, a ne zadnji del, oziroma celotno to knjigo Peš po domačih kraj, in da tudi sama opazila, kako te
tem zadnjem delu Alma postala tako zelo pesimistična, skoraj mestoma že depresivna. In to je bilo seveda povezano s tem, kar je tukaj nekako s temi fotografijami pokazano. Da je približno od leta 1937, ko je pri sebi skrivala tega protinacističnega begunca, ki ne bi bil visoko v enih političnih krogih in za katerega se je sam Hitler zavzemal, da bi ga seveda čim prej pospravili. Skoraj ni več našla založnika, oziroma je našla založnika samo še za svoja krajša pripovedna dela. Vse druga v tem romanu vrda. In lahko si zamislite, kako je, če en tak format, ki so jo namreč Alma bila tako zelo znana, samo opisuje v teh zapiskih, ko je Tena Danja prijateljica, ko je šla na primer trgava v Evropi, recimo na Dunaj, da so jo pričakali ljudje že na železniški postaji in so čakali v kilometrih, da je dolgih kolonah, da je dala podpis in moški se je seveda lahko 40 kg, so jo potem na rokah nesli do predavalnice, kjer je pa potem svojim nagaznim glasom požila ogromno aplauz, predvsem za svoj pogum, kaj si je upala za tisti čas. Torej, od leta 1937 se potem nekako smer obrne in Alma glavno piše za svoj predal. In to je pa potem seveda ena taka bogata dediščina, iz katere pa lahko črpamo ali nove prevode, ali pa tudi nova spoznanja. Ker zanimivo je, katera besedila so pa ostala v Almini zapuščini. Torej, ena je bila tale, vidite spodaj, Ferne Frau, Daljna ženska, o tej zgodbi s tem protinacističnim ubežnikom. Potem tale na sredini, verjetno ste brali, ali pa še boste, Moj izgubljeni topoli, poseben pogled na partizanski čas. In pa tukaj čisto zadaj, vidite, se že skriva ta ogromna mapa, desno spodaj, Alma Karmin, Pohodni dnevniki. Zgoraj desno se bo pa pohvalila, ponavadi se ne, ampak dobro. Namreč, zakaj sem pred to razlagala, kako je Alma to težko sprejemala, da je morala glavno pisati za svoj predal. Jaz sem napisala po knjigo zgoraj Alma Karmin v nemščini. Alma Karmin je Bubi Kofoč Repa Šile v Duvel, torej izgubi pričesko na fanta in pisanje starega okrog sveta. Izšla je leta 2020, po času najboljše epidemije COVID-a in je šla in a veste, kako je to bilo? Nobene recenzije, nobenega odmeva. Ljudje so tukaj razmišljali o mnogih drugih stvari, samo o knjigah ne. Potem je pa prišla po leta, res zelo pozitivna novica, sicer, da se je ta knjiga uvrstila na tako imenovani hot list, torej med 30 najboljših knjig za leto 2020, neodvisnih nemških, švicarskih in avstrijskih neodvisnih založb. In to je tisto, za kar pravzaprav menim, da je pomembno, namreč da Alma še danes sodi med neodvisne založnike, ki je bila takšna pač po svojem duhu, svobodna in neodvisna. Ja. In potem smo pač rekli, da je Alma vse svoje knjige napisala v nemškem jeziku, da je njena zapuščina v Ljubljani, našla se je še v Berlinu, ampak vedno znova nas še kakšna najdba pa preseneti. In takšni so bili torej ti nemški pohodni dnevniki, torej Varna Vika, izvajanih leti 1934-36, ki so lepega dne prišli iz neke zasedne zapuščine v Gracu, dr. Doroteja Wiesenberger-Cvah jih je poslala. In na podlagi teh dnevnikov lahko zapomnimo eno ogromno Almino biografsko, pa tudi literarno. Namreč vsi smo vedeli, da Alma prepotovala v svet,
potem pa naredila ravno toliko korakov, ali pa morda še več po svoji domovini, takrat dravski domovini, torej po slovenskem, pa tudi takrat nismo vedeli. In mislim, da takšnega gradiva še precej in s temi gradili potem lahko dopolnimo vedenje o Almi Berlin, lahko dobimo nove knjige ali pa to razstavo, ki si boste lahko potem pogledali, ker to je potem slovenski prevod. In vidite, da pravzaprav že na naslovnici izstopa ta posebni element, torej ta umetniški pristop s temi Alminimi ilustracijami. In za te knjige lahko rečem, da so posebej dragocene zato, ker imajo še ogromno slikovnega gradiva. Oblikovani so ti popotni podnebki tako, da reče besedilo po poglavjih, to so 3 taki debeli zvezki, vmes so pa cele strani, ki so oblikovane kot album. Torej, cela stran z raznimi fotografijami, ki jih je posnela ali Alma, ali njena prijateljica Teža Kameli, ali razglednice, potem ti cvetlični motivi in to je fantastičen vir, ki potem tudi obogati to knjigo. In ta knjiga je potem bila nominirana tudi za najboljšo knjigo leta 2023 in mislim, da smo potem prišli na drugo mesto. Zakaj neče prišli? Zato, ker takšna knjiga, če si jo boste potem ogledali, je res tako kot razstave ne samo prevajalca, ampak vseh tistih, ki so potem sodelovali. Recimo, ko boste videli te opombe, večinoma sem jih prispevala sama, ampak da sem zbrala te opombe, je trajalo več kot 1 leto. Samo za opombe. Malo mi je pomagala dela, ker je mene tak seznam in tako naprej, ampak seveda ne vse. Potem moraš pa iskati podatek, če je, to dediščino. In ena izmed najbolj zanimivih stvari, recimo, pa potem odkriješ ime ene finske novinarke, ki je Alma v 30 letih zelo občudovala. Hotela je narediti z njo intervju, ampak ni imela dovolj denarja, da bi potovala od Finske pa do Celja. In kaj drugega, vzela na hrbnik, palico in se peš odpravila iz Finske do Alme po Celju. Ampak potem, ko to povem, in dodam še, da je potem ostala pri Almi 9 mesecev, pa potem se ljudje temu podatku čutijo še bolj, ker drugo pa imel enega gosta 9 mesecev doma. Torej, pri Almi je ogromno teh posebnih, nenavadnih, samostojnih, neodvisnih žensk. Ogromno. Knjige dodam tudi zemljevid, ali pa seveda v glavnem, tukaj imamo, jaz bi rekla, sodeč po pisavi, bi rekla, da je ta zemljevid izdelala Teja Kameli. So v glavnem še nemška imena, ampak ne vsa. Najdete mogoče Brižice z nekdanjim nemškim imenom. Je to na nemče dela? Rana, A ga vidimo? Tudi če gremo dol, Gurkfeld. Potem sem jaz malo sem odrezala, ampak v knjigi je. In seveda tudi v okoliški kraj, ki je Alma obiskovala. Torej, zelo rada je hodila v vaše kraje, zelo rada, jaz bi rekla, da sem jo najraje, že če samo pogledamo količino gradiva, ki je v tej knjigi, Peš po domačih krajih, 1/3 se dogaja ne v Brežicah, ampak tudi in v Brežicah in v okolici, bi rekla. In ena takšnih točk je bilo najprej recimo Krško, kamor je povabil župnik Ivan Grenier. In sicer Alma je pa za svoje ustvarjanje imela rada Nino. In on je ponudil potem eno privatno vilo in Alma je lahko tam Nino ustvarjala. Ampak glej ga znoka,
kaj se je tam zgodilo. Rekla pa celo Pasi Paradiž, ker je imela s seboj razne kužke, ki dela to knjigo zelo simpatično. Ampak ko se je nekega dne odpravljala, mislim, da v smeri Šragarskega turna oziroma pristave, je brcnilo nekaj in jo je pičila kaca, oziroma ogriznila kaca. In nikjer drugje na poti okrog sveta in nobena kaca ni mogla živega na Trški gori, na Krški. Ampak najbolj preseneti, a se strinjate, kako so takrat zdravili kačji ugriz, z ogromno količino žganja in z ogromno količino kave. In pustili, da se človek izgori. In seveda tukaj si po teh opombah noč moral dopisati, da se tako danes kačji delišče ne zdravite. Torej tukaj res zelo, zelo uživala in potem peš hodila do vse dobro. Almini standardi so 5-urni sprehod, kratek sprehod, 7 ur pohoda pravi pohod, 10 ur pa pravi pohodniški dosež. In seveda v skromni obutvi, a ne večinoma v temeljni obleki, za Alma ne najdemo nobene fotografije, da bi bila v hlačah. Skromna obutev in seveda tudi skromna ponudba v gostilnah in Alma bi naravno v gostilničarju, ki so mi dali včasih tudi kislo vino oziroma pomešano z vodo, znali tako prikrati. In zato sem morda tudi vesela, da pravzaprav prihajam iz Braslovč, ko boste videli potem tukaj in spodnja kot na tem plakatu, oziroma na plakatu spodnja in zgornja Savinjska dolina, kamor je pa Alma hodila, to je moj domači kraj, zato, da je dobro jedla, ker je tam imela ženo prijateljico z otroštva in v tem pogledu, kaj se je, kaj se pije, je res bila kritična. Se veste, to je pač tisti čas, ko sama piše za Krško, da voda ni pila, ker je bila zastrupljena. In da je potem, ko so recimo te njeni gostje, tudi nekateri gosti, živeli pri njej skoraj pri kakšnem samostanu, kar zadeva hrano, jih je pa povabila k tej svoje prijateljici Niki, Klebini, ki v Braslovči in tam je posljedila prava pijeti. To je recimo, to so razglednice iz tega albuma, iz teh pohodnih dnevnikov. To je ena od stavb, ki imela še danes stoji na Trški gori, verjetno nekdanje župnišče. To je ta cerkev Svetega Jožefa na Trški gori nad Krškim. Potem tukaj desno, zelo pa prehitra dela. Pa se vidimo, se gre za istega človeka, to je ta župnik Ivan René in njegova sestra, gospodična Mon. In zanimivo, Alma imela na teh svojih poteh po Sloveniji najraje opravka s tistimi ljudmi, ki so bili dobro izobraženi. Imela tudi zelo rada kmete, ker se v njih učila raznih modrosti in seveda se je s kmeti v tistem času morala pogovarjati slovensko. Tudi veliko krat piše, da je morala ona vprašati za pot ali kakorkoli, ker ta je takrat, če ni znala slovenščine, dovolj dobro. In seveda je pri teh izobraženih ljudeh imela zelo rada pogovor, zelo rada pa imela tudi žlahko kapljico. Ta župnik je bil znan po tem, da je tudi rad na tako dobro vino. Tole smo zdaj v teh zadnjih raziskovanjih malo dvomih, ali tudi na Trški gori in tam z okna nas pozdravljate še Reber Gamelin in ne vem, kateri kužki so pri Almi zelo zanimivi, zaradi tega prvi so simpatični, ki te zapise delajo res take, ne vem, tople. Alma v odnosih do ljudi pravzaprav ni bila topla. Razen morda tu pa tam do treje, ampak kužki, do njih je znala biti res topla in sočutna. Lahko bi bila pa ta fotografija tudi
posneta na Virštanju, v tej vili Elis Pensusič, kamor je Ana seveda rada hodila zaradi te prijateljice, samostojne, neodvisne vinogradnice, a seveda tudi zaradi zelenega Silvanca, v bistvu pravi, da je to tekoče zlato. In ta Elis Pensusič, no še potem nekaj fotografij z Virštanja, je potem prvi večer realno iskala, vedno jo pogostila s carskim pražnicem in s tem tekočim zlatom z imenom Zeleni Silvanec, ki pa, mislim, danes je res, ne vem, redko za eno okletjo, da ga izdeluje drugače, pa bolj ne pozabim, da sem vaš škoda, ker bi ga lahko tudi kakšne druge namene uporabili. To je od Alminih razgledov na Krško. Zdaj vidite to njeno popotno obleko. In to je imela potem tudi mir, da je lahko ustvarila recimo veliko pesmi. To je ta predstava v bližini, katere je obveznila Kaca in to je njeno najljubše bitje na svetu. Prepoznate po barvi, da je bleki, črne barve, po pasmi, kaj bi lahko bil. Če imate tam nekje 3000, 4000, 5000 evrov, ga lahko kupite. Kaj pomeranec, ja. In Ana sama piše, da ga je kupila za svoj prvi honorar. Iz nekega zapišča ga je dobila. To je v nekem gozdu, oziroma na ruji gozda, spet blizu kraja, kjer ga je obliznila Kača, in redko kdaj Ano vidimo tako, da bi kaj pisali. In ti popotni dnevniki so nam pokazali tudi nekaj. Vsi smo imeli v glavi samo to Eriko, tam je pisali stroj, njeno najljubšo prijateljico, in vsi smo mislili, da bo Mila Grifema, ta roman Trgoveščan, da je tu bitje sedelo in tipkalo, kar je de facto res, večino je tako napisano. In to je tudi razlog, da so morda njena dela, recimo pri literaturi, napisana preveč na hitro, da bi morala pri objavah dovoliti tudi kakšno strogo uredniško roko, česar pa ni dovolila, to ni malo, da je to tudi slabe posledice. Nismo povedali do teh popotnih dnevnikov, da je marsikdaj ravno na ta popotovanje v Sloveniji vzela se bo svinčnik ali pa skicirko, ki je slikala ali pa napisala kakšno misel za pesem. Na teh krajih je pa bila, tukaj v Brežicah in okolici, je pa bivala tudi dlje časa in je lahko napisala celo cela poglavja kakšnih knjig, ker je potrebovala mir. Mir je za Ano, ne vem, morda je imela kaj narobe živčnih sistemov, recimo gramofon je bil za njo toliko glasen, da je morala zapustiti mesto in se potela. Ali pa recimo, da so prihrumeli kolesari in je težko prigrašala ta hrib. Torej, ta njen umetniški pristop. Tukaj pri tej knjigi sem samo pogrešala enega strokovnega zadelavca, in sicer za rastline, za rože. Morda bi lahko ugotovili, da kakšno teh rož oziroma cvetlic danes ne obstaja več, ampak večina se je vendar ohranila. Nekje v tem času ali pa že naprej, ona vedno začela se potepati, s tem, da je šla iskati teloh na Velikokrat je potem tudi te cvetlice odnesla domov, da je naslikala ali pa že vmes nekako skicirala, pa potem doma dokončala. Kdo prepozna to fotografijo, ki je bila narejena? Šajbarski turn, ja. V Alminem času še turn Ahar. In še nekaj. A veste, ker Ana se ponavadi se je do Brežic pripeljala z vlakom in so potem ti gospodje oziroma gospodar, takratnih pišec, krdu pišece,
je poslal očinarža. Kaj mislite, koliko približno je trajala vožnja z brežiške železniške postaje v gradu Pišec Kočija spet? Ja, uro pa pol. Uro pa pol. Ampak to je vse ona prehodila pravzaprav tudi peš. In v svojih teh popotnih dnevnikih pravzaprav opisuje, da je srečala oziroma govorila še za Daško von Lepri, ki je takrat v tem gradu živela. Mož Friedrich von Gabern je takrat spustil, ker se je ločil od nje. In zanimivo za tisti čas je, kar je po mene pretresno, res globoko pretresno je, kako ubogo so v 30 letih živeli na večini gradov in kako ubogo so živeli pa še posebej na gradu Pišec. To je nekaj, kar je mene res globoko pretreslo. Alma pravi, da je grad Pišece pravlično lep, a ne? Seveda tudi zato, ker je smela večkrat svoje počitnice preživeti na tem gradu in ker se je bila nekako zelo blizu s tem zadnjim lastnikom, Alfredom von Butlerjem Oskonu, ki pa nekako ni imel gospodarske življice, ni bil dober gospodar. Alma piše, da je celo gojil neke gobe v gradu, da ni znal točno prav gospodariti s tem lesom. Skratka, po mojem res, eno je res, 30 leta so bila pač naporna leta za te, ki so živeli na gradovih, in drugič ta gospod Alfred von Butler res ni imel posebne ekonomske življice, ampak po drugi strani je pa ravno potem, ko je grad prodal, mislim, da leta 36 ali pozneje, Alma to opisuje v tem poglavju na gradu Pišece, kako skromno je potem živel ta gospod svojo, mislim, da tretjo ženo na tem gradu. Tako zelo, da je Alma morala s seboj nositi zrezke, da ni bila lač. Ali pa tako zelo, da je to kljuse, ki so ga imeli, a ne bilo popolnoma bolj maskirano in skoraj ni moglo peljati neko živeči v gradu Pišece. Ali pa, da je bil njihov pes tako zelo sestradan, oziroma da ni imel dovolj hrane, da ni mogel več hoditi po zadnjih nogah. Na to so morali biti strašne razmere v tistem času. Potem je seveda Alfred von Butler ta grad prodal. In jaz sem se potela danes ogledati te stvari, ki jih je pa Alma še fotografirana, to notranjo opremo, ki je res bogata, te portrete, ki so v tem Oskonu, ki so potem prišli v grad, pa je žal ta razstava. Ja, že vso opremo se razprodali v Zagrebu. Ja, tako je. Nič udrago, kaj takrat bo ostalo v Hrvaškem Zagrebu. Nekaj pohištva je še, mislim, da na gradu Reichenburg. Pa te slike v Oskonu, cele te rodine so tukaj v Bosanskem muzeju, z Režicem, to razstavo, da je ravno obnavljajo. In Alma tudi opisuje, kako so na tej terasi spredaj zunaj se trgovali, to je bilo zelo všeč. Skratka, pravlično. Ampak, ja, zanimivo ta vodnjak. Jaz potem poskušam nekako rekonstruirati stvari, ali še stojijo, ali so se spremenile, ali jih več, in notranjost ne danes res pravzaprav gola. In moramo prav rekonstruirati, kje je tista okrogla soba, kjer je spal, oziroma še opisuje, kako je lahko uporabljena to bogato knjižnico in tam tudi marsikaj napisala. Potem ko ta vodnjak je pa iz zadnjega časa še izvirnik, potem ga je nekdo ukradel in potem so ga pa vendarle dobili nazaj in ga nekako uspešno rekonstruirali, tako da ne bi tam bil še vedno ta izvirnik. Morda ne čisto z vsemi originalnimi ljudemi, ampak vseeno, da počakajte še. A ne, tu vidite, kako je bila ta grad, kako je bil lepo in z okusom opremljen. Tu nekje v zadnji vidite te portrete gospodov,
eden od njih vsako svojo zgodovino, en je tudi zelo zanimivo. Naprimer, eden Moscon se je rodil na mesto s 5 prsti in 6, tudi menda kroži legenda, da grada niso opustošili, zato ker imel zelo dobre stike s svojimi tlačani. In zanimivo je tudi to, da Mosconi so pri vas, v Mišecah, vladali skupaj 500 let, kar je pa zelo redko za kakšno plemiško družino, ki je seveda prišla pa od zunaj. In ta Butlar Moscon je pa seveda se popisal pa potem v zgodovino z nečem drugim. Namreč, ko je moral zapustiti ta grad in ko ga je bil prisiljen nekako prodati na dražbi, je pa tudi prej, že pisal pesmi, ampak potem se je pa pozneje začel ukvarjati s prevajanjem del slovenskih literatov v nemščino, recimo prevajal je ne vem kakšne kmečke povesti, ampak recimo Otona Župančiča, Cirila Kosmača, in vse to mi kaže še eno pomembno lastnost. Namreč to, da je moral Alfred von Butler Moscon znati tako dobro jezik svojega okolja, da je lahko prevajal, to pomeni res izvrstno. Če ne znaš jezika dovolj dobro, da je nekaj ne moreš prevajati. Lahko mnogi graščaki so kar dobro pomeni slovensko, ampak to, da bi pa kdo se ukvarjal potem s prevajanjem, je pa ne vem, morda celo edinstvena zgodba v takem obsegu. Ni bil samo prevajalec, tudi napisal je marsikaj, razne pesmi izdal. En cikl teh njegovih pesmi, zanimivo, najdemo tudi v Alni zapuščeni, tam jih doslej še ni nikoli nihče iskal, jaz sem jih pač po naključju našla, tako da lahko še posmrtno, posthumno izdamo novo pesniško zbirko Alfreda von Butlerja Moscona, ki je pisal pravno take duhovne verske pesmi, in dobil je potem tudi nagrado za prevajanje Nikolasa Lenova. Na koncu se je poročil še z eno ženo, ki je bila pa tudi pisateljica, Irma, nekaj takšnega, in je potem tudi ona napisala nekaj teh pač romanov v tem slogu. Skratka, danes ga imamo v zgodovini kot prevajalca, kot literata, da pa zapravi svoje grade pač bila pač posledica, po moje, več teh različnih pevnikov. Tu na koncu, še ni čisto na koncu, ampak samo da vas upozorim, če kdo hoče, sem se od sabo prinesla tudi nekaj knjig, ki jih izdajam sama v svoji družbi, torej zajmo v svet, ker je zelo pomembno, da tista dela, ki jih je pisala za predaj, vendarle pride v knjižno obliko v slovenski prevod. In nekako sem si izbrala tudi tak sistem, da je vsaka dežela svojo barvo, recimo Kitajska je rdeča in tako naprej. Tukaj spodaj je Lego, vidite, Alvino z pesniško zbirko, ki je napisala, to skoraj nihče ne ve, 400 do 500 pesmi, in en zbor sem potem naredila za to knjigo. In kaj je recimo pri tej knjigi najbolj zanimivo to, da jaz sama ne znam prevajati verzov, mi ne gre. Potem sem rekla, kdo bi mi pa lahko prevajal te Alvine pesmi, da bi bile dostojno prevedene. In se je pojavil gospod, ki se ga sicer prej poznala, ki je bil pripravljen sprejeti ta projekt, dr. Boštjan Gornar, za katerega verjete ali ne, je pred 2 letoma znal 33 jezikov, danes jih je verjetno na 40 jezikov. Njemu gre to zelo hitro. Gospa se zdrži za slavo, ampak imamo takšne talente, ki danes. Torej, Ana je bila zelo dobra, ampak ne tako dobra, in ta gospod ima tudi zelo občutek, malo izjemno razvit občutek za poezijo in to je potem res dobra stvar. In prva pesniška zbirka sploh, Anja Krlin, ker v nemškem zbirku njene pesmi niso bile nikoli izdane. Mnoge od njih so, ne vem, jaz bi jim rekla, duhovne. In zanimivo, da so te duhovne pesmi v glavnem nastale v času, ko je bila
pri partizani. Si zamislite, dobro, res je, da je bilo v tem osvobojenem območju, v Beli krajini, ampak ljudje takrat niso imeli jest, nevarnost je bila, komunistični sistem in pač svoj način komuniciranja in je hotel ali prisiliti, da bi pisala to politično propagando, ampak ne, ona je šla v cerkvi, recimo primer vojna Vasko je pri Trnoblu, so vsega Vladimira Potiča, je pisala duhovno pesmi. Ki seveda ne nihče bral, ampak morda nam kaj bi bilo še ne danes. Tako da, če boste hoteli, sem vam to pripravila kot darilo in lahko vzamete eno od teh knjig. To celotno zbirko bomo pa potem podarila knjižnici Brežice, da boste lahko pač prebrali vsaj leta, če razumete. Morda za konec samo še nekaj teh fotografij. Nekaj se to ne malo predeva, bila za vsega še. Vam pokazala namreč to, kako so te strani v teh popotnih dnevnikih oblikovane. To je bila stran za Pišice, za Virštan. Kako daljno nekaj delovne? Tole bilo. Upam, da to. Torej, približno tako je zgrajena ena stran v teh popotnih dnevnikih in te strani so bile potem tudi osnova za to razstavo, ki si boste lahko pogledali v enokrvni obliki. Drugače ima 14 teh panojev in je bila najprej seveda razstavljena v Celju na zunanjih panojih v bližini spomenika Alpekali, ampak to slikovno gradivo deloma lahko potem pa tudi na tej razstavi vsebujete. Namreč Alma na fotografiji, Alma kot fotografinja, verjetno te hiše, ki je danes v bibliotekah, ali na Virštanju, Tic Virštan, in zgoraj ena vila Elis Susič, in levo zgoraj pač ena Almina ilustracija, ali sliva, ali pa recimo jabolko, za katerega si mislim, da je kozjansko jabolko. In zanimivo je, ko iščem podatke za te opombe, ali v knjigi so vzali tudi posamezne osebe, da si boste lažje nekako vse to zapomnili oziroma uvrstili. Nekako se že pri pregledu tega vidi, da je Alma zelo rada imela te samostojne, neodvisne ženske in ta Elis Susič je bila ena taka, fon, torej plemiškega porekla, tudi hči nekega vojaka z nekim činom. Predvsem se je pa Almi zelo potisnila po srce svojo usodo in to tisto, kar je spravila, da morda, a ne je treba še malo te ženske zgodbe malo bolj nekako osvetliti ali pa sploh spraviti na dan. Če iščeš kakšno moško osebo iz teh popotnih dnevnikov, naprimer Ivan René, najdeš kar nekaj podatkov. Ko pa iščem jaz ženske osebe, torej tiste ženske, s katerimi je imela Alma opravka, pa skoraj ne nobenih podatkov. Ampak od te Elis Susič smo nekako vendarle izbrskali skupnimi očmi, da je bila to ena najbolj uspešnih vinogradnic, da je gojila v tistem času samo žlatko vino, da je bila Alma pri njej pogosto gostja, da na Virštanju takole čisto nad tem turistično-informacijskim centrom stoji ena posebna stavba, ki je ljudje še danes poznajo pod imenom Viteška klet. Od tam je tak lep razgled in Alma je iz tiste Viteške kleti krpila tega zelenega sedlanca. In stvari so se pa potem seveda političnih razmer zelo zaostrile. Elis je bila pri svojih, takrat seveda ni bilo več članstva, ampak predvsem pri teh kmetih ali, vse veste, Kozjansko pred 30 letih
To so ljudje govorili, nobena pot tam ni bila asfaltirana, vse so bile blatne. Res pojem za revščino in za konec sveta. Ampak so ljudje, ki eni smo sušili, zelo radi hodili delati, ker je dobro plačana. Potem se je pa zgodilo, da so obsodili, da je sodelovala s kulturno in nekega dne so prišli k njej na dom partizani in so obtožili oziroma so spraševali, kaj ste vi naredili, da niste več tako priljubljeni. In potem seveda ni dala odgovora, ampak v tem času, ko so se pogovarjali, je en najmlajši partizan v tisti skupini vzel, ker je pač bila bogata, gospa, vzel eno zlato ogrlico in ga potem komandant kaznoval tako, da ga je dal ubiti na mestu, kjer se je to zgodilo in rekel, mi partizani nismo pravilci. Ob tem trenutku so potem Elico Suslič odpeljali in je potem končala v enem taborišču, in da so pokopala v bližini tega taborišča. Kaj več o njej ne vemo, ampak v bistvu bi lahko rekli, da je bila samo pragmatična ženska in tako kot mnogi, a ne morda tudi almansko svojo usodo končala potem pa na takrat neslavni strani zgodovini. Ali se je to zgodilo potem, ko je prišla domov s partizanom in so je naselili družino, to ni lovilo, za grad oziroma Alma Maximiliana in sama se je potem upaknila po hiško, ki ste omenili, na Pečevniku smo še nekoč rekli, ker je to pač hrib in je umrla pravzaprav v velikih delih in pozabljena. Mi smo pa potem nekako po njeni smrti leta 1950 naredili skoraj vse, da bi jo zamolčali in pozabili. In še ne pomosimo so, zanimivo je naprimer podatek, da je prvi del njenega potopisa lahko je šlo še leta 1969. Te pa sami preračunajte, če je šel izbirnik leta 1929, koliko desetletij smo potrebovali za en tak prevod, ki ni politično nič sporen, ker gre za popolne skice z njih potovanj okrog sveta. Da ne govorimo o vsem drugem in potem je pravzaprav, ko je vendarle, niso je pa zaplenili te vile, ampak to piše bo potem ta njena prijateljica, Teša Kamerna slikarna, s katero sta potem živeli Alma do leta 1955, potem je preživela do leta 1988, torej mislim, da za 38 let je preživela in je potem zapisala v enih svojih spomenih, ki sem jih našla v Berlinu, da je, ko je pa ne, Alma v tistem času ni imela nobenih honorarjev, morala je prodati ogromno teh stvari, ki jih je prinesla okrog sveta, preprosto zato, da bi dobila nekaj hrane. V glavnem so za njih skrbeli sosedi, Slavšakovi na Pečevniku. Bili sta popolnoma brez denarja, pa sta odklonili vsako pomoč Rdečega križa in sta rekli, medve imala še vseeno dovolj dati drugim, ki so revni. In potem pravzaprav smo potrebovali nekako vse do osamosvojitve Slovenije, da so potem začeli v slovenščino objavljati prevodi, potem se pa se to nekako začelo razvijati. In danes seveda poskušamo nekako dokončati oziroma dopolniti to Almino zgodbo tudi s takšnimi stvarmi, ki jih odkrijemo na novo in katerih del ste potem lahko ne nazadnje tudi vi kot pravci ali pa kot obiskovalci in obiskovalke teh razstav. Morda imamo še kakšno vprašanje oziroma premišljevanje, ko ste nam na Spišeci. Namreč zanimivo je to, da ljudje ali ko preberejo knjigo ali ko pridejo recimo si ogledati razstavo ali na takšno predavanje, rečejo, ja, kaj pa, ko bi se mi šli enkrat potepati po Alminih sledih. In to je zdaj načrto, da bomo izdelali eno Almino pot po Alminih
Celju, pa potem malo širše, a ne? In upam, da bomo nekaj dni prišli nekako tudi do vas. Vsekakor ste pa tudi Pišece, zastopani v prvem, jaz bi temu rekla, vodniku, ki se ga napisala v nemškem jeziku in to je še v kratkem, po poteh Almega Lem po Sloveniji. Prvi del, a ne, in v prvem delu sem z velikim veseljem za eno poglavje izbrala tudi Pišece, ki so pa seveda povezani tudi z Brežicami, srami od tu vedno potovala tja in nazaj in je morda doživela še marsikaj tega, kar ni zapisala, ampak vseeno lahko rečemo, da je bila tudi nekoč tu z vami in med vami. Tako da vam lahko želim le še dober pogled in radovednost pri pogledu te razstave in upam, da če pridem še sama, pa se potepam po vaših krajih valjnih sledi, da se še kdaj srečamo, še kakšno rečemo morda, pa še niso vse sledi, ali kaj tako zabristane, kot se morda na prvi pogled.